Svetloba ima neverjetno moč. Daje nam energijo, izboljšuje razpoloženje in vpliva na kakovost bivanja. Raziskave kažejo, da so ljudje, ki živijo v prostorih z veliko naravne svetlobe, bolj zbrani, produktivni in tudi trdneje spijo. Otroci pa so manj nemirni in dosegajo boljše učne uspehe. Arhitekti zato velik poudarek namenjajo vprašanju, kako svetlobo pripeljati v notranjost. Izkoriščajo vse možne okenske odprtine, še posebej panoramska okna, ki brišejo mejo med interjerjem in zunanjostjo ter oblivajo sobe s soncem. Poglejmo si dom, ki se zaradi panoramskih drsnih sten kopa v svetlobi, ima lično urejen vrt in je pisan na kožo mlade družine. Stojimo pred hišo, ki je pravzaprav uresničitev ene same velike in jasne želje. Ustvariti dom, kjer bo lepo živeti prav vsak dan v letu. Pa poglejmo, kako so sanje postale resničnost. Aleksander, kakšna je zgodba tele vaše hiše? Ste že od začetka imeli jasno vizijo, kaj točno želite? Pravzaprav sem imel vizijo, to je sicer moja tretja hiša. Uradno je druga, ker pač malo pri sestrica, malo pri očetu sem pomagal, ampak tukaj sem pa nekako vedel, kaj si želim. Že od samega začetka je bila vizija moje hiše majčkeno večja parcela, veliki prostori, svetli, veliko stekla in pa mogoče pol na koncu pika.ni bazen. Tako da to sem imel že kot majhen otrok, sem imel nekako v mislih, da bi imel tako hišo, želja. Seveda finance niso dopuščale, zdaj smo pa nekako uspeli. Hiša, zgrajena iz lesenih križno lepljenih plošč, ima dva med seboj povezana vhoda. Prvi vodi v glavni bivalni del, drugi pa v lastnikove začasne poslovne prostore, ki se lahko v prihodnosti oddajo v najem ali preoblikujejo v samostojno enoto za sina. Tloris hiše omogoča dobro pretočnost, njen center pa je kuhinja. Zanimivo je to, ker jaz sem izhajal iz tega, da kuhinjo ne bi imel tako kot vse navadne kuhinje naravnost nekje v enem kotu ali pa v L, tako kot je večinoma kuhinj. Sem rekel, jaz bi imel kuhinjo nekaj na sred, da je pač samostojna in potem iz te kuhinje bi neko izpeljanko naredil. Tako sem pač tudi moja ideja bila, ker sem to risal. In potem je prišlo do tega, da imamo kuhinjo lepo iz obeh strani, imamo krožni promet in potem sem to zgodbo prinesel isto še v spalnico, imamo tudi pač omaro pa krožni promet. In pol za kuhinjo smo sestavljali elemente, da je bil hrbet pokrit, smo dali WC, dnevni WC, utility in pa vhod. Tako da nekako je z te kuhinje začela rastati potem ta zgodba notranjosti. Pri kuhinji recimo ste šli v zelo temne, skoraj da črne tone. Kako ste sicer razmišljali o barvah? Ja, točno tako je. Razmišljal sem o temni kuhinji, mi je bila všeč in potem, ker je ta kuhinja na sredini, sem nekako rekel, da potem levo pa desno gremo proti svetlejšim tonom. Veliko teh idej sem dobil za gledanje oddaje Ambienti, katere je lepo predstavljene veliko dobrih zadev in sem jih jaz malo kopiral, malo pa sem svojih dajal, nekaj na internetu in potem je nastala ta zgodba te moje hiše. Poleg naravnih materialov pri opremi prevladuje velikoformatna keramika. Iz enega samega kosa je, na primer, izdelana jedilna miza, nad katero pa pozornost ukrade markanten lestenec. In od kod, Aleksander, želja po tako veliko steklenih površinah, po tako veliko razgleda in svetlobe? Ja, jaz imam že naravo kot sam po sebi zelo rad in sem se pač odločil, da bi naredil hišo z čim več steklenimi površinami, kjer jaz temu pravim kabrio, da lahko odprem in dejansko imam nekako dostop do zunanjosti, da imam pogled iz spalnice, da ima otroška soba veliko stekel zaradi učenja in pač zaradi dobre volje. In s tem smo prišli, da smo maksimalno izkoristili, kar se da statično, da je steklena površina tako velika. Več se pač ni dal, ker statika ne bi zdržala. Dejan, tukaj v tej hiši imamo primer res velikih panoramskih zasteklitev. Kaj vse dobimo s tem? Res je. Osnova je dobro počutje. Z več svetlobe smo vsi bolj veseli. Vsi imamo več energije in enostavno smo bolj živi. Največ svetlobe pri novogradnjah dosežemo že sami arhitekturnim načrtom in s pravilno umestitvijo hiše v prostor. Seveda v drugi fazi pa potem pridejo na vrsti sama okna, samo stavbno pohištvo, kjer z ozkimi profili in z panoramskimi zasteklitvami od tal do stropa
dosežemo tisti željeni efekt, da je čim več svetlobe. A ne? Zalomi se pa malo pri prenovah. Tam je podprtina taka, kot je. In v tem primeru že samo novo okno, ko ga damo noter, je manjše od prejšnjega. In tudi stekla, ponavadi gremo iz dvoslojnih na troslojna stekla in tisto vam vzame že 10% svetlobe. In tudi razni dodatki, kot so komarniki, kot so nova senčila, po možnosti vzamejo nek del svetlobe. In zato je pri prenovah bistveno, kakšne profile pri oknih vgradimo. Najbolje je, da so profili čim ožji, tako kot so na primeru te hiše. Če so bili nekoč široki 8 cm ali več, so danes profili debeli le še okoli 6 cm, kar se že močno pozna pri količini svetlobe. Ozek profil seveda ne pomeni manj trpežnega okna. Tudi velike panoramske drsne stene, če so dobro izdelane in imajo kakovostno povezane komponente, se ne povešajo, vzdržijo vse obremenitve in ostanejo funkcionalne na dolgi rok. Treba je vedeti, okna so z leti postajajo vse večja, s tem težja. Vgrajene imajo okolje, ki je zmeraj bolj kompleksno in taka okna dejansko potrebuje vzdrževanje. Tako da avto recimo, če greste na neko daljšo pot in če imate avto redno vzdrževan, servisiran, se boste ob tem dobro počutili. Isto je pri oknih recimo. Redni servisni pregledi oknom podaljšajo življenjsko dobo. Preventivni servisni pregled je storitev, kjer strokovnjak pride na dom in pregleda okna. Se pravi, nastavi okna, premaže tesnila, namaže okolje, pregleda delovanje vseh senčil na hiši in komarnikov. In s tem, ko je pregled opravljen, se lahko garancija podaljša za 2 leti. V tem primeru imamo lesene okvirje, kakšno vzdrževanje potrebujejo? Nič kaj dosti. Enostavno premazi, ki se trenutno uporabljajo za premazovanje oken, so na bistveno višjem nivoju, kot so bili včasih. Vzamete krpo, nanesete malo balzama in okna, okenske okvirje enostavno premažete. In s tem oživite površino. Je pa treba biti pozoren na zunanji strani, da preverite, da niso nastale zunaj kakšne poškodbe. Recimo, nekomu je nekaj padlo na oken ali pa kakšna žival je kaj opraskala. In v tistem primeru je pa treba te poškodbe sanirati. Z balzamom je priporočljivo, da ta okna namažemo enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti. Tukaj v ta okna je vgrajeno kar nekaj senzorike. Čemu služi? Senzori v oknih so ponavadi povezani s pametnim domom. V tem primeru tukaj nam senzori čisto preprosto povejo, je okno odprto ali pa zaprto. In ko mi gremo iz hiše in če pozabimo kakšno okno odprto, to pomeni to, da vas, sistem na to opozori. Druga možna raba senzorjev je pa to, da ko vi okno odprete, da vam recimo izključi centralno ogrevanje ali pa hlajenje. S tem pa nekaj počparimo pri energiji. Ja, hiša je pametna hiša. Ena zanimiva zgodba je, ko otrok zjutraj ga ne rabim z budilko zbuditi, ampak pač naštimam na pametni hiši, da se zavese same od sebe razgrnajo in potem ga ta naravna svetloba zbudi. Pa je pa tudi manj sopran, tako da je dobra naložba to. Prek aplikacije na telefonu upravljajo tudi luči in senčila. Ta so nujne za uravnavanje svetlobe in bleščanja, hkrati pa zagotavljajo intimnost v spalnici, saj drevesa na parceli trenutno še niso dovolj razkošna, da bi nudila potrebno zasebnost. In kako ste si zamislili ureditev okolice? Ureditev okolice sem pustil za na konec. Vmes sem spoznal krajinsko arhitektko Saro, kateri sem povedal svoje želje. Dejansko sem nekako imel že izdelane želje, kaj bi imel, ampak me je vsekakor ona prepričala še v nekaj več, pa nekaj boljš, tako da sva potem skupaj naredila to zasnovo zunaj. Aleksander je bil ena od tistih strank, za katere je bilo res enostavno risati, ker je res vedel, kaj si želi. Njegove želje so bile prav to, da bo vrt lep, izčiščen, modern, enostaven za vzdrževanje, ampak da bo imel vse nek ta wow efekt. Pri umeščanju elementov je imel pa željo, da bo pač bazen umeščen v osi njegove spalnice, tako da bo prva stvar, ko se zjutraj zbudi in zadnja stvar, ko pač gre zvečer spat,
pogled na njegov lep bazen. In potem se je vse skupaj nekako pletlo tudi okrog telele strukture, ki je za vami. Kako bova temu v resnici rekla? Ja, recimo, da imamo to naš vrtni paviljon. Ja. Bazen pa paviljon sta v bistvu glavna motiva tega vrta, kar se tiče arhitekture. Zdaj, umestili smo ga v liniji s hišo, tako da imamo pač vse arhitekturne elemente nekako poravnane na eni liniji. Tukaj pri tem vrtu smo v bistvu elemente umeščali kot neke igre kvadratov, tako z hišo, pergolo, potem ta naš leseni tekač, ki se iz jedilne terase potem preveli v neko bazensko plažo in se potem vertikalno zlije na ograjo, tako da imamo tudi okoli bazena malo več lesa in malo več topline. Bazenski paviljon je namenjen uživanju v vrtu v pomladnih pa jesenskih mesecih, tudi v poletnih, ampak tukaj imamo zares vse, kar potrebujemo. Notri je letna kuhinja, potem imamo lounge garnituro, ki jo lahko zamenjamo za jedilno mizo, imamo tudi WC skrito zadaj, televizijo. Zdaj, ena zanimivost pri tej televiziji je, lahko jo obračamo levo, desno, tako da se jo da gledati ob večerih, tekmah, druženjih tudi iz bazena. Vzdolž stranice so zasadili stebraste gabre, ki dajejo zares mogočno višino, hkrati pa ne zavzamejo veliko prostora, saj so ozki. Poleti so sveže zelene barve, jeseni se obarvajo rumeno, pozimi pa liste odvržejo. Nekaj jih sicer pristane tudi v bazenu, a so to vzeli v zakup. Kaj so pa tale drevesca, ki ravno takoj pritegnejo pogled? Ja, tukaj imamo dva krasna bonsaja na tem vrtu. To sta japonska bonsaja, Pinus nivaki praviflora. Prav s tem namenom, da bo tukaj nekaj markantnega, smo med hišo, med bazenom in pa paviljonom pustili ta preboj, da bo tukaj raslo nekaj zares markantnega. In to je ta bonsaj. Potem imamo enega še v predvrtu. Pozicija je bila pa zbrana zato, da bo viden tako iz hiše, iz bazena, iz paviljona, tako da predstavlja najbolj osrednjo točko v tem vrtu. In zdaj, Aleksandar, če ste rekli, da je to vaša tretja hiša, ki ste jo gradili, a ne? A je potem tako, da šele tretja je tista prava? Tretja hiša je praktično, bi rekel, da nisem naredil take velike napake, da bi kaj spremenil. Dejansko ne vidim tukaj mene stvari, da bi zdaj rekel, tole bi zamenjal, tukaj mi ni všeč. Ta moment mi vse paše in ta pregovor pri meni res velja.